vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, repili sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo. Ne vrag, ne sosed bo mejak. Pozdrav vsem skup. Jaz sem pa Janez Klinar, po domač Požganc. Oštir in hišar z moje strani. Pred vami pa stojim zato, ker sem gorski vodnik in desna roka Jakoba Aljaža. Jaz sem v hribe že veliko prehodil, preden je Aljaž s Tržiča v naše kraje po Triglav prišel. Sovrstnikom pa prijateljem iz mladosti, Kobarjem, sva utrjevala gorske poti. Midva z mojo meto nisem imel nič otrok in potem sem v cajt za hribe. In tako sva utrjevala midva pot gor, čez prh na Triglav in tam je tudi Aljaž za mene slišal. On je moral hribe, jaz hribe in kmalu sem postal njegova desna roka. In tako sem midva utrjevala pot čez prh nad Orati, vam lahko že zdaj povem, da to ni pot za vsega. To je opasna reč, za dame ni dobra, pa za kakšne nervozne turiste pa tudi ne. Veste, naš Jakob Aljaž je bil tak fejst človek in marsikaj vam bom jaz danes povedal, ker od njega morda sploh niste vedeli. Jakob Aljaž je poznal precej vplivnih ljudi. Njegove pridge pa njegovi govori so bili vsako ražo nekaj posebenega. Veste, ki je bil on še v Tržič, pa je hotel za eno cerkveno slovesnost, eno drugačno razsvetljavo, kakor je bilo vsak dan, so se škuterski občinarji odločili, da mu bojo z odlokom to prepovedali. Še tisti dan je Aljaž poklical na Dunaj in avstrijski notranji minister je občinski odlok razveljavil. Ja, v tistih cajtah, v katerih vam jaz pripovedujem, so v naših krajah kraljevala nemška društva, avstrijsko-nemški Alpenverein, pa tudi avstrijski turisten klub. Še v cajtengah je pisal, da je Triglav kralj nemških planin. Ko se je Aljaž odločil, ki je prišel v naše kraje, 1890, da je šel ta prvič na Triglav, je šel kar pol šmerca, ta starega gospodarja, da ga je na Triglav pelal. Pa mu je ta star šmerc rekel, Aljaž, ven ste ta prav Slovenc, bom pa popust dal. Ampak da na te Nemcem povedal, mej duš, to bo ogenj v streh, če kdo zve. In tako sta one dva šva, se pomankvava o različnih stvarih. In kar nankrat sta prišla do koče, kjer je pisal, Dežman hite. Prideta noter in oskrbnik jo pozdrav z nemškem Guten Tag. Aljaž je pa odgovoril, dober dan, in ko je hotel ven in je rekel, ta star šmerc, da ga tako jezenga doh ni videl v življenju, pa 37 let je bil pri nas. In Aljaž je šel poj naprej, še marsikaj sta govoriva in sta prišla na vrh, na Triglav, se je Aljaž od sreče zjokal, pa 3 oče naše, pa 3 zdrave Marije izmolil. Aljaž je bil zaradi svojih gradenj, pa zaradi svojih naprednih idej skozi trn upet nemškutarjem, pa seveda ta pravim Nemcem. V tistih časih so pod Triglavom Nemci imeli že 3 svoje koče. Dežman hite, Marija Terezija hite, pa Triglav hite. In Aljaž si sam v sebi pa svojim prijateljem rekel, slovensko kočo moramo narediti. In to čim prej, se to naša slovenska zemlja. In se je pravdal za svet na Kredarc, ga je v pravdi za to parcelo za svet zastopal znani doktor Fran Tominšek, ki je bil tudi navdušen gorohodec, zaston ga je zastopal tel pravd. In pravdo sta z Aljažem na konc tudi dobiva. In Aljaž se mu je na svoj poseben način zahvalil. Prvo slovensko utrjeno pot na Triglav je imenoval po njemu Tominškova pot. Ampak ta pot tudi ni za vsega, veste. Me kakšen pobara, kako je gor na Tominško pot, pravim, če hočeš na vrh priti, moraš na kvišku stopati, pa postopno.
Pa korak mora biti počasen pa dolg. Če na pol poti sagaš, ni za menga dober. Ja, in za to Tominškovo pot je Aljaž najel mene, pa še 2 delavca, ki se edina nisma bava, da bova kakšno skalo na glavo dobiva, pa ostrih skal, pa grdih prehodov. 14 dni smo kakor obseden krampe vihtel v ratah nad Pragom in smo obsekavali drevesa, razstreljevali skale, kamne preč metal. No, in s takole šublerco, ki vam je sklele v rok, je Aljaž določil, da moramo lepe macesne posekati. Točen je določil, na kakšen višin mora biti odrezan, pa koliko mora biti debel. Tale šublerca je prav moja, pa še od mojega ata, tako da ima še eno posebno vrednost. Aljaž je bil zelo natančen, moram vam pa povedati, da je naše delavce, ki sem jih jaz nadziral, ki sem gradbenik, tudi vsak teden, ki sem v Faloš nosil obračun, tudi pošten plačeval. Pa nikoli ni skoparil z denarjem. No, lahko vam povem, da smo ves ta material na 2515 metrov znosili z dolžkimi pa mojstranškimi fantini. Si lahko predstavljate, na plečah, pa to ne enkrat na dan, včasih še večkrat. Zdaj bomo pa klele gospoda pobaral, kaj mislite, koliko kil so moji fantin nosili gor na krederco? Približen. Kaj pravite? Ena krošnja ima 15 kil, moji fantin so pa več nosili. Kaj pravite? Kje pa? Kakšnih 20? Gospod, koliko pa vi pravite? Najmanj 50, prav ste povedal. Kaj aplauz za gospoda klele v prvi vrst. Tako je. Najmanj 50, pa še vi ste se zmotil. Po 60 kil so nosili na vrh gor, par od njih so prinesli na vrh po 72 kil. In to je čista resnica, veste. Vaga na vrhu ni vagava, vagal sem pa jest. Ja, Aljaž jih je po teži tovora plačeval in fantin so denar nucali in so probali čim več stvari gor prinesti. Ampak veste, kaj je pa največja sreča? Da se nobenemu od nas ni nič naredilo. To sem zmeri govoril, pa tudi Aljaž je rekel, merkaj nase pa na fantine. No, ki bil pa še v Tržič, je pa Aljaž bil povabljen na lov z jagri na gamsa. 20 jih je šlo na mali Storžič, pa samo Aljaž je gamsa ustrelil. Ja, kako so ga razdelili, ni nikoli povedal, je bil pa zelo ponosen na tega gamsa, ker ga je mu v Farožu na Dorati ubešen ga, pa je zmeri govoril, kako je prišel do te trofeje. Pa so ga počasih malo podražili, pa so rekli, Aljaž, a ste v življenju še kakšnega kozla ustrelil? Pa je rekel, sem, ampak unah se ni dal nagačati. Ja. Veste, jagri so se zmeri kletili po naših hribah. Pravijo celo, da je eden visok nad izvirom Peričnika enkrat ustrelil velikega planinskega orla, ki je z razpetimi perutmi meril 2,20 metra. A si lahko predstavljate, če bi zdaj jaz obe roke narazen dal, je na vsak stran skoraj še 25 centimetrov. Pa ne moreš človek verjeti včasih, da so rekli, da je kakšnega otroka pobasal. Ne samo zajca, tudi majhnega otroka. No, ak smo pa glih pri Peričniku, vam bom pa povedal še eno zgodbo, ki je nikoli v življenju nam pozabil. Veste, pozim se je naš Peričnik zabasal in voda ni tekla. A si lahko predstavljate, da naš ta največji slab, ga tudi od ozadju lahko pogledaš, kjer ga nikoli drugi ne morejo, samo pri nas, v naš lep dežel. Se je zabasala struga in kva, Aljaž je dal komando, gremo strugo spucati. In kako smo to naredili? Ta stare struge smo napeljali vodo čist nekam drgam in potem sta mene cerkovni Klojs pa Aljaž navezava na štrak in sta me spestiva na skalni rob Peričnika. Se lahko predstavljate? Peričnik svoj mogočen, tam pa en bingac kdol visi pa gleda. In potem sem jaz z macolo pa s krampom razbul štor pa kamne, da je Peričnik lahko naprej tekel. No, Aljaž je mogel pa tudi svoj firbac potešiti, pa rekel, še mene navešta. In smo ga navezali, to bi ga mogli vi videti. Kako je Aljaž gledal čez ti skalna trop, dol tole vodo, pa svet pod nam. Ni mogel se nagledati. In vam povem, tak pogled si jaz tudi še večkrat rad prvošil. Pa kar nam kar začel piti, da naj ga za božjo volo gor potegneva. Ja, mrzva voda, tudi njemu doživ ga prišla. Ampak previdnost, ljudje božji, previdnost je pa v hribah zelo pomembna. A so to izkušen planinc, a pa neizkušen. Zakaj vam to govorim? Zaradi Triglavske severne stene. Triglavska severna stena, njena slava gre daleč, daleč izven naše domovine. Gor proti Nemčiji, proti Švic, proti Franciji celo pravijo. Ampak morbiti se v kakšen čuden zdaj, če vam bom zdaj povedal, da so pa jaz pa Aljaž proti, da po Triglavsk severen sten gor lezejo. So rekli, da je Tominškova pa pot čez prah, da sta tako blizu pa veliko brvarne, kva jo gor lezel.
Mrzdo je prišel gor, ja, je prišel, ampak mrzdo pa nikoli. Se spomnim Klementa Juga, so ga s prskinom uvozem pripeljali z lojtrnikom, mrtvega. Pa vse je znal, ampak kako nobenega sabo mu je rekel, jaz sem tak pstuh, da te najbolj, da sam po hribah lezem, mem se planinski tovariš, čez 2 dni bi se me navličal. No, Aljaž je celo rekel, Požganc, če boš za kršenega vedel, da hoče Triglavsko severno steno preplezati, ta prvega kmena dal je v Faroš pošelj, da v svoj lasten pogreb plačal, da poje na usitnosti. Pa še to je rekel, če bo po mojem Požganc, bi pod Triglavsko severno steno eno veliko, ogromno tablo nabil. Gor bi pa napisal, pod smrtno kaznijo prepovedan kle gor lest. Ja, Aljaž je bil brez dlake na jeziku. Je pa za vsega planinca, ki se je obul, dober poskrbel. Pa za vsega mu bo grozen žal. Veste, bil je pa, tako sem že rekel, trn v pet vsem telem nemškutarjem, ki smo leta 1895 stolp postavljali, smo šli v tole Dežmanovo kočo prespat, pa je slovenski oskrbnik rekel našemu Aljažu zaupno takole na uho, Aljaž, poslušajte, danes imate pa veliko srečo. Pa prav, Aljaž, kakšno pa? Prav, veste, danes pa kle ni nemških turistov, boste vi vkap prespali, da gač imeli pa nemški turisti prednost. Aljaž je bil tako jezen, da mi je poje od zunaj rekel, poslušaj Požganc, če nam drge prestora najdu za slovensko kočo, jo bom pa 10 metrov stran od Dežmanove koče naredil. In ki je takole enkrat gledal na grebenu svet pod sabo, je videl čez svet krederce, da 2 gamsa plezata. In ga je prešinilo, tam bom jaz naredil dom na krederc. In tam smo ga tudi poje začeli delati. Postopek pa že poznate. Macesni, šublece, s posebnimi valerji smo vse gore vlačili, meni je bilo to užitek, fantin so se pa tudi nadevali, pa so po dolino leteli, kar čez miliše, pa v kotu so burke zganali, Aljaž je povedal, da se name vka zanese. No, pa še to vam povem, kako smo mi Staničev za Klovniše devali. Z Aljažem smo se zgovarjali, da je treba pred hudo uro pa pred nevihto nekaj za planince narediti. In tako smo eno duplino v južen navpičen sten razstrelili z dinamitom in to tako, da se od odzuni sploh videl ni. Potem pa jaz Aljaža malo podražil, pa pravim, gospod Triglavski župnik, pa ne verjame svojemu Aljažu v stolpu ga je deval. Pa prav, Požganc, poslušaj, strele vse povsod švigajo, na sredino pa nikoli ne udarijo. Pa na otvoritvi, veste, ko je bil fleten, so prišli turisti od bliz, pa od delač, domač fantin pa deklič so slovenske pesmi pel, pa Lerget Porarjeva, fotografinja, nas je postavila, da se bomo poslikali. Poje pa mečkava, za noj pa stavil en pirc zbleda tudi s fotoaparatom, pa rekel, če sem cajt, dekalč nič ni naredil. Naprej stopite 1 meter, smo naredili, pa je bo narejen. Tako da navte misli, da ženske vse znajo, mošk pa nič. Ja, tako je bo to. In Aljaž ga je požegnal, Aljažev stolp. Pa smo pa zapeli, Ave Maris Stela, pa Oj Triglav moj dom. Pa mrzdo, in mu solze v očeh. Ja, fletanje bo, jaz sem še z dinamitnim patronom počul, da je odmeval delač okoli po gorah. Od nek je bil en štofalc slišati od šampanca in vesel je bo, da mislim, da še doh pa ni bo tako lepo. Od Aljaževega doma vam tudi še moram hitro povedati. Veste, Aljažev dom sva pa tako naredila z Jakovem Aljažem, da so ljudje rekli, da je Aljaž genij, kar se inženirjev tiče. In ko so delali karavanški predor, so rekli, Aljaž, vi ste pa poklic zgrešil, vi bi mogli inženir biti. Pa se je Aljaž samo nasmehnil, pa je rekel, jaz sem na Dovje, pa moj strano poslan za to, da ovčke pasem. Tako kočo sva naredila, čist smehno v ratah. Poje pa plas podaril, so pa večjo naredila. No, pa nisva sagva, sem rekel, od 3. rado, pa so naredila dom, ki mu vi danes pravite, Aljažev dom. Jaz vam mrskaj še od Aljaža vka povedal, mrskaj veste, mrskaj pa tudi ne. Vka vam povem, Aljaž je bil tako napreden, brihtne glave, jaz sem mu pa pridne roke, zato nama je tako dobro skrb šlo. Upam, da ste iz tega mojega končka pripovedovana začutili Aljaževo ljubezen do našega Triglava, do naših slovenskih gora, slovenske zemlje, pa tudi do naše slovenske besede, pa ljudi, ki kle živemo. Če boste pa kdaj votili na Triglav, se vam pa toplo priporočam. Najamete me v gostilnem pri Šmercu, to je v moj stran tam na začetku vasi. Nisem drah, pocen pa tudi ne. Se veste, vse dobre reči imajo svojo ceno. Lepo se majte.
Spoštovane in spoštovani, Marcel Gomboc, nekdani radijski voditelj, delal je tudi na televiziji, igralec, vodič, sam zase pravi, da ni vsestranski, je pa večstranski, nocoj v vlogi Požganca, vlogi, ki so jo ustvarili skupaj s Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Hvala lepa. Spoštovane gospe, dragi gospodje, cenjeni občanke in občani Medvod, spoštovani gostje. Nocoj se že 23. ne bi sešli tu, če ne bi bilo za voljo rojaka, v katerega delu in življenju je ohranjen spomin, odsevajo simboli slovenstva, se krepi narodna zavest in nas spominja in opominja, da je tu, ob sotočju Sore in Save, vaš dom. Da so tu korenine, ki se razraščajo in prepletajo z dosežki njemu ljube dežele. Jakob Aljaž. Na predvečer njegovega rojstnega dne smo se nocoj zbrali tu. Obenem lahko omenim, da letos praznujemo tudi 90. obletnico njegove smrti. Vsaj delček njegovega spomina vpletamo tudi v besede tu pred mikrofonom. Mnogokrat se ga v svojih nagovorih ob različnih priložnostih spomni tudi nocojšnji slavnostni govornik, ki ga, verjamem, ne bo zaobšel nocoj. Na oder vabim župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta. Spoštovani gostje, kolega župan občine Gorenja vas - Poljane, gospod Milan Čadež, spoštovani člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora občine Medvode, častni občan občine Medvode, gospod Julij Novlan, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, dragi kolegi, sodelavci iz občinske uprave, direktorji javnih zavodov, predsedniki in člani svetov krajevnih in vaških skupnosti, cenjeni gospodarstveniki naše občine, predstavniki društev in organizacij, sorodniki Jakoba Aljaža, dragi občani. Lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta o praznovanju občinskega praznika v spomin Jakoba Aljaža. Praznovati pomeni veseliti se. Razlogov za veselje pa ima človek v življenju vsak dan prav toliko, kolikor jih želi videti. Prvi, na katerega tako pogosto pozabljamo, je že ta, da nam je dano, da živimo v teh lepih časih. Namenoma pravim tako, saj vse prepogosto vidimo stvari in dogodke le v slabi luči. Pa temu ni tako. Brezštevilni so razlogi, zaradi katerih smo lahko veseli in ponosni, da živimo na tem lepem planetu, na celini, ki je še vedno sinonim za kvalitetno življenje in v samostojni državi, ki je v letih svojega obstoja spisala tako veliko število lepih in dobrih zgodb. V vsakdanjem spremljanju novic sicer tega občutka nimamo, a še vedno vztrajam, da je to le zato, ker jih ne znamo videti. Ves svet je poln dobrih novic. In najbrž niste vedeli, da je v lanskem letu denimo mednarodna organizacija iz seznama najbolj ogroženih živalskih vrst umaknila veliko pando. In da je Kitajska sprejela odločitev in tudi kot simbolno dejanje zapira preko 1000 rudnikov premoga. Da se je na drugem koncu sveta v Kolumbiji končala 52 let trajajoča državljanska vojna, ki je zahtevala preko 220 000 življenj. Ter da je Kanadi uspelo po 20 letih pravnih bitk zaščititi največji deževni gozd na njihovi celini. Najbrž niste vedeli, da je afriški državici Malavi uspelo znižati okuženost z virusom HIV za 67% in da je bilo tako rešenih preko 260 000 življenj. Da je znanstvenikom po zaslugi izziva polivanja z ledeno vodo pred nekaj leti uspelo narediti velik preboj pri ugotavljanju vzroka za nastanek bolezni ALS. In najbrž niste vedeli, da so znanstveniki lansko leto uspešno testirali cepivo, ki ima 100% učinkovitost zoper smrtonosen virus ebole. Ter da nam je vsem uspelo, da se je število lačnih v zadnjih letih zmanjšalo na najnižjo raven v zadnjega četrt stoletja. Indija pa je postavila svojevrsten rekord, ko jim je uspelo po zaslugi 800 000 prostovoljcev v enem dnevu zasaditi 50 milijonov dreves. Svet ni več tako črn, kaj ne da?
In dobrih novic je dovolj, če jih le hočemo videti. Vsaka lokalna skupnost ima vsako leto mnogo razlogov za dobro voljo. Dovolite mi, da naštejem samo tiste, ki so samo v lanskem letu v naši skupnosti izboljšali kvaliteto bivanja. In teh je bilo kar nekaj. Asfaltirali smo cesto na Golem Brdu, skozi Moše, ob Zbiljskem jezeru, v Vikrčah, pločnik v Bonovec, cesto v Vašah, cesto v Hrašah, kjer smo na odseku menjali tudi vodovod. Na sistem reciklaže smo sanirali del ceste skozi dolino Lučnice. V celoti 1,5 kilometra dolgega odseka asfaltirali cesto na Belo. Za slabega 250 000 evrov izgradili cestno povezavo do sosednje občine Šenčur na trasi Valburga-Trboje. Asfaltirali cesto na Zbiljsko Dobravo. Rekonstruirali stopnišči v centru Medvod. Poskrbeli za varnejšo pot v šolo na Bizantovi cesti v Preski. Na ladji sanirali odsek preko železnice in ob Brletovi cesti izgradili parkirišče. Na Donovi cesti smo izgradili novo kanalizacijo in v Žlebeh izvedli največjo investicijo v vodooskrbo v lanskem letu v višini skoraj 200 000 evrov. Najmlajši Medvoščani imajo od lani še bolj kakovostno prehrano, zahvaljujoč izgradnji nove centralne kuhinje v vrednosti skoraj 500 000 evrov. V Smledniku je bil s pomočjo državnih sredstev izgrajen športni park, v Preski pa smo skupnimi močmi uspeli izgraditi privlačno otroško igrišče med večstanovanjskimi stavbami. Tukaj v centru smo odprli prvo polnilnico za električna vozila in z zasaditvami in ureditvami avtobusnih postajališč poskrbeli, da Medvode dobivajo bolj mestno in privlačno podobo. Najzahtevnejši skupni projekt, ki smo ga skupaj v partnerstvu še ostalimi občinami v Ljubljanskem holdingu uspešno zaključili lani, pa je bil nedvomno objekt Tercera, regijskega centra za zbiranje odpadkov na Ljubljanskem barju, kamor je občina Medvode investirala preko 1 500 000 evrov. Spoštovani, naštel sem le projekte, ki smo jih izpeljali v lanskem letu. Pri tem nisem naštel nobene od zasebnih investicij naših obrtnikov, gospodarstvenikov in drugih, ki skrbijo, da razvoj stopa hitrih korakov, niti investicij države oziroma ministrstev, kot so denimo rekonstrukcija mostu v Mednem, glavnega krožišča in obnova policijske postaje. Naštel nisem niti enega izmed, lahko rečem, 100 dogodkov, ki jih organizirajo naša društva, prostovoljci in zavodi in ki pomembno prispevajo k temu, da je naša skupnost živahna in se ljudje povezujejo. In zakaj vam je uspelo in nam je uspelo spisati toliko drobnih pozitivnih zgodb? Za nas sem prepričan, da zato, ker znamo v pomembnih odločitvah stopiti skupaj in iskati največjo možno mero enotnosti. Zatorej najprej zahvala sodelavcem v občinskem svetu, posebej vsem tistim, ki funkcijo člana občinskega sveta razumete kot dodatno dolžnost, da se aktivno vključujete v reševanje takšnih in drugačnih vsakodnevnih težav. Hvala članom nadzornega odbora občine, ki strokovno in zahtevno pregledujete poslovanje in nas opozarjate na morebitne pomanjkljivosti. Posebna zahvala gre z tega mesta ob tem trenutku vsem mojim sodelavcem v občinski upravi. Delo v upravi gotovo že dolgo ni sinonim za tipično birokratsko delo. Izzivi časa zahtevajo, da je današnji uslužbenec na občini strokovnjak na mnogih področjih, začenši z osnovami psihologije, včasih celo psihoterapije, do specialnih znanj, ki jih mora imeti, ko deluje na svojem področju. Na stotine, in prav nič ne pretiravam, predpisov ureja delovanje lokalne samouprave in včasih je pravo mojstrstvo najti rešitve med zahtevami zakonodaje in pričakovanji občanov. Hvala vam, sodelavci, za vaš angažma. Rad bi se zahvalil tudi vsem sodelavcem v javnih zavodih in krajevnih ter vaških skupnostih, vsem direktorjem in predsednikom, ki z veliko mero skrbnosti vodite svoje organizacije, pa tudi in predvsem vsem tistim, katerih delo včasih jemljemo kar preveč samoumevno in ga v soju žarometov odprti in otvoritev prepogosto spregledamo. Posebno mesto na današnji slavnostni seji pa gre gotovo vam, spoštovani in cenjeni nagrajenci. Da so sredine, iz katerih prihajate, ocenile, da vaše delo za skupno dobro izstopa, je gotovo že pohvala sama na sebi. Posebej pa bi se vam radi zahvalili tudi kot širša skupnost. Ne le zato, ker ste naredili in verjamem še boste. Tudi zato,
ker s svojim udejstvovanjem kažete svetav vzgled vsem ostalim, ki naj vam sledimo. Iskrena hvala. Spoštovani prisotni, naj zaključim ta nagovor s sklenitvijo misli, ki sem jo začel na začetku. Da je torej svetlost vsakega dneva odvisna od očal, skozi katerega gledamo. Naj bo pogled vseh nas čim večkrat svetav in čist. In kadar, če se srečamo z malodušjem, si pomagajmo z besedami našega Jakoba Aljaža, ki pravi: saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala. Znova se nam bo pridružil tule na odru v nadaljevanju, ko se bomo spomnili na naše letošnje občinske nagrajence. Praznični večer pa nocoj tu na tem odru oblikujejo glasbeni gostje, ki jim v nadaljevanju znova prepuščamo besedo, če lahko tako rečem. To je zasedba Jazzva, ki je v svet vokalne glasbe vstopila že pred več kot desetletjem. Na svoji poti odkrivanja človeškega glasu pišejo nove zgodbe, iščejo harmonije in se igrajo z različnimi barvami in učinki. Z vsako skladbo, ki jo izvajajo, poskušajo najti poseben odnos in jo čim bolj doživeto in pristno poustvariti tudi za poslušalce. Njihov repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov, sodelujejo z odličnimi aranžerji, nastopajo doma in v tujini, za svoje delo so prejeli mnogo odmevnih priznanj. Še naprej oblikujejo in raziskujejo svoj glasbeni slog, specifičen zvok in značilen nastop. Zato jim prisluhnimo še enkrat. Jazzva!
Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar si želi, tam skrije med svetlice te Julija par. Če si zaljubljen, če si mlada, čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost čez Šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitez kopuna ti da. In maček cvička rdečega in čez mačko greš od tam, lahko potunkaš glavo v rovo vodnjak. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost čez Šuštarski most. Laj, la, 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 laj, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj, ha, laj, la, 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 laj, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj. V Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar išče, fant s ulico, most cviček in luna balkon. Največjo knjigo učenjak, mini krilo deklica, še tole svojo pesem našla sem tam. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost čez Šuštarski most. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost čez Šuštarski most. Laj, la, 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 laj, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj, aha! Laj, la, 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 laj, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj. Spoštovane in spoštovani, kot smo že lahko slišali, je vsakoletni občinski praznik ne samo pregled dela za nazaj, je tudi ustvarjanje načrtov za naprej. Je tudi trenutek, ko se lokalna skupnost zahvali ljudem, društvom, institucijam, ki svojim delom izstopate in bogatite življenje. Da jih prepozna in predstavi javnosti, pa je naloga Komisije za priznanja občine Medvode. Njihovo delo in letošnje prejemnike priznanj bo še pred podelitvijo predstavil predsednik komisije, gospod Roman Veras, ki ga ob tej priložnosti prijazno vabim k besedi. Spoštovani, dober večer. Hvala lepa v imenu Komisije za občinska priznanja. Komisija je letos prejela 7 predlogov za dobitnike plaket in medaljev občine Medvode ter en predlog za naziv častnega občana občine Medvode. Eno vlogo je predlagatelj v samem postopku odločanja umaknil sam, eno vlogo za plaketo občine je komisija soglasno zavrnila, prav tako kot vlogo častnega občana občine Medvode. Vse vloge smo skrbno in podrobno pregledali, vse odločitve pa so bile sprejete soglasno. Področja delovanja dobitnikov so tudi letos dokaj raznolika. Večina prejemnikov pa je delovala v društvih, svoje prostovoljno delo, trud, odrekanja, izkušnje in zglede so med drugim posvečali promociji lastnega kraja ter občine in nenazadnje tudi prepoznavnejši podobi nas občanov in na nacionalni in tudi mednarodni ravni. Nekateri so bili koordinatorji pri več projektih Evropske skupnosti, pa povezovanju kulture
kulturne dejavnosti s podjetništvom, drugi skrbijo za vzrejo lipicancev, obenem pa slovijo kot nenadomestljivi pri številnih manjših ali večjih lokalnih pa tudi drugih projektih. Spet je bilo nekaterim osnovno vodilo spoštovanje do posvečenega, do dediščine, do izročila prednikov, pa do ljudske izraznosti. So pa zopet drugi, ki delujejo na področju kmetijstva pri povezovanju in organiziranosti že od vsega začetka, obenem pa skrbijo za povečani zbor izdelkov domače lokalne pridelave. In nenazadnje so tu še tisti, brez katerih bi si težko predstavljali vsa čudovita načela sobivanja in pomoči. V mislih imam njihov neprecenljiv prispevek na področju humanitarnih in družbeno koristnih del na področju gasilstva, učenja teh veščin, nudenju prve pomoči, ko gre za reševanje ljudi in živali, pa preprečevanju škode na premoženju in še zlasti pri vključevanju mladine pri treningih in vseh prostovoljnih delovnih in tekmovalnih akcijah. Seveda primerno različnim vrstam in vsebini vlog so bili različni tudi predlagatelji z zanimivimi, predvsem pa res ljudskimi predlogi za priznanja. Kot sem že poudaril, smo člani komisije vse odločitve sprejemali soglasno. Predlogi so bili razen v 2 primerih prepričljivi, v skrajšani verziji pa jih boste slišali ob priznanjih. Sklep komisije se tako glasi: podelijo se 4 plakete občine Medvode in 1 medalja občine Medvode. Iskrene čestitke vsem nagrajencem, saj so s svojim delovanjem korist lokalne skupnosti dosegli stvari, ki bogatijo naše medsebojne odnose in nas delajo boljše ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Veras, prosim, če kar ostanete na odru. Na oder vabimo tudi župana, gospoda Nejca Smoleta. Oba verjamem, da bosta v nadaljevanju z veseljem in pa z zahvalo segla v roke letošnjim občinskim nagrajencem. Najprej podeljujemo medaljo občine Medvode. Prejme jo prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh. Medaljo bo v imenu društva prevzel predsednik Boštjan Kobe. Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh je izjemno aktivno že polnih 95 let. Njihovo delovanje je prekinila 2. svetovna vojna, po njej pa so spet prijeli za delo, na katero so lahko ponosni. V letu 2016 pa so resnično postavili mejnik v razvoju društva. Že nekaj let so aktivnosti članov društva potekale v pridobivanju in preurejanju vadbene parcele pod Šmarno goro, predvsem za mlajše generacije. Urediti je bilo treba dovoz in vodovod na parceli, sanitarije in stopnišče za dostop ter načrte za postavitev kozolca. Tako imenovani slovenski kozolec je bil dokončan v letu 2016 in sedaj krasi celoten vadbeni prostor. Mladina bo odslej namesto na cesti trenirala na prostornem travniku, kjer je varno in dovolj prostora za izvedbo vaj vseh oblik. Člani prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh že od nekdaj vzpostavljajo in vzdržujejo dobre odnose z bližnjo in daljno okolico. Lani so že 3. organizirali kresovanje na predvečer 1. maja za člane in tudi za vse simpatizerje. Vsako leto tradicionalno poleti za Aleševo mašo organizirajo prevoz na Šmarno goro za vse starejše, invalide in oslabele, kar za krajane pomeni pomemben prispevek k medsebojni pomoči in sodelovanju. Udeležili so se tudi teka po stopnicah na vrh Kristalne palače v BTC Ljubljana ter dosegli odlično uvrstitev v hudi konkurenci profesionalnih športnikov. Ob novem letu obiščejo prav vse krajane, voščijo srečno novo leto in podarijo koledarje s fotografijami številnih aktivnosti društva v preteklem letu. Vrednote, ki so sestavni del kulture prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh, so naslednje.
Spoštovanje, ki se izkazuje s povezovalnim delovanjem posameznikov, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih in iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnih ciljev. Odgovornost, ki se kaže v prizadevnem odnosu do prostovoljnega dela, prevzemanju odgovornosti in nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate. Predanost, ki je tudi del skupne kulture in se kaže v odnosu do zastavljenih nalog in do sodelavcev, ter vključenost, ki se pojmuje kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo. Iskreno čestitamo. Sorožniti cveti, v očeh žarek so zasveti. Ne čakaj pomladi, čakaj na maj, kaj marti zeleni, trati trav, srce nič ne čaka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj marti bo sonce in rože zakaj, saj lička sorožniti cveti, v očeh zeleni, trati trav, srce nič ne čaka, tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Čakala bi na maj.
La 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 la. Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko bi vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa ona strehi naj sedi. Ljubljano, Ljubljano, Ljubljano gremo mi. La 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 lipa. Ljubljani, v Ljubljani so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice. Pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bila Ljubljana, nikdar ni zaspana, oh ne. Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa on na strehi naj sedi. Ljubljano, Ljubljano, Ljubljano gremo mi. La 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 lipa. Ljubljani, v Ljubljani so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice. Pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bila Ljubljana, nikdar ni zaspana, oh ne. Pip, pip. Skupina Jazzva se nam bo še pridružila v sklepnem delu prireditve, zdaj pa nas čaka drugi del podelitve priznanj občine Medvode. Zato na oder še enkrat vabim podeljevalca, gospoda Verasa in gospoda Smoleta. V nadaljevanju bomo, kot smo že omenili, podelili še 4 plakete. Prvo v nizu od teh občina Medvode podarja Agati Trojar. Agata Trojar je pesnica in koordinatorka več različnih evropskih projektov z področja kulture in umetnosti ter izobraževanja in usposabljanja. Od leta 1997 živi in ustvarja na Zgornji Senici pri Medvodah. Po izobrazbi je diplomirana inženirka tekstilne tehnologije in karierno pot gradi kot procesni, razvojni tehnolog in vodja evropskih projektov. Kot pesnica objavlja svoje pesmi že od izdaje svoje pesniške zbirke Jagode leta 1985, kateri so sledile še 3. Jagode 2, Vona smeha in Nekaj grižljajo lune. Njen pesniški glas so izostrili Neža Maurer, Miha Mohor, Lojze Kovačič in Aleš Tegar. Nato je bila in je še vedno tudi sama mentorica in vodja različnih literarnih skupin ne le v občini Medvode, temveč tudi v Kranju in Škofji Loki. Od ustanovitve leta 2010 je tudi predsednica kulturnega društva Sejalec umetnosti iz Zgornje Senice pri Medvodah. V vseh teh krajih spodbuja razvoj literarne in likovne dejavnosti ter skrbi za povezovanje društev na državni in mednarodni ravni. Agata Trojar je bila tudi idejna vodja in koordinatorka več mednarodnih kulturnih projektov Evropske unije, v katerih so se združevale različne kulturne institucije ter ustvarjalci različnih umetniških zvrsti. Rezultat teh projektov so bile mednarodne izmenjave v več kot 8 evropskih državah, ki so sodelujočim omogočile spoznavanje delovanja sorodnih organizacij in ustvarjalcev v tujini in hkrati širile razpoznavnost naših ustvarjalcev. Povezovalno vlogo je prenesla tudi na bolj osebno raven. Z izbranimi pesmimi v zadnji zbirki Nekaj grižljajo lune je pritegnila k sodelovanju in povezala kar 50 likovnih, glasbenih in filmskih umetnikov ter rokodelcev iz Slovenije in Nemčije, da so se nanje odzvali s svojimi slikami, fotografijami, kratkimi filmi in glasbo. Ob in po izidu knjige je skupaj s sodelavci pripravila več zvrstnih literarno, glasbeno, filmsko, likovnih večerov po Sloveniji. Eden takih je bila tudi izvedba in organizacija osrednjega kulturnega dogodka Podarim za praznik Nekaj grižljajev lune v okviru uradne proslave občine Medvode ob kulturnem prazniku 4. februarja 2016 v obliki vizualizirane in uglasbene poezije Agate Trojar z Ladom Jakšo, s fotografsko razstavo Lada Jakše in likovno razstavo 22 likovnih ustvarjalcev. Nenazadnje pa je Agata Trojar leta 2012 kot idejna vodja in območna koordinatorka Evropskega tedna vseživljenjskega učenja za kraje ob Sori in Savi festival pripeljala v občino Medvode.
Tako nenehno širi medkulturno, medgeneracijsko in medsektorsko povezovanje na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja vsakega posameznika. Vsako leto poveže tudi preko 40 različnih organizacij, od šol, društev in podjetij ter pod okriljem Občine Medvode in Kulturnega društva Sejalec umetnosti organizira in vodi veliko prireditev Tržnico znanj. V maju 2016 je organizirala že 5. Tržnico znanj Parado učenja v Medvodah. S tem širi glas Občine Medvode na nacionalno in mednarodno raven. Delovanje Agate Trojar je prepoznano tudi na državni ravni. 25. januarja 2017 je za pomemben prispevek k širjenju literarne umetnosti in bralne kulture ter razvoju novih vsebin in oblik delovanja prejela najvišje odličje Zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Z delovanjem Agate Trojar smo ne le Občina Medvode kot ustanova, ampak tudi mi, občani, prepoznavnejši na nacionalni in mednarodni ravni. Iskreno čestitamo. Plaketo Občine Medvode prejme tudi Franc Bonča. Franci Bonča je v družini prejel prirojen čut za lepoto in umetnost, ki jo je na svojevrsten način odkrival v urejenosti, skladnosti in ubranosti sozvočja narave in človeka. Prav tako se je v domačem okolju navzel spoštljivega odnosa do posvečenega, do dediščine in do izročila prednikov, s katerim se je vsakodnevno, posebej pa ob praznikih srečeval in v iskanju njihovih sledi dopolnjeval svoja spoznanja. Svojim prizadevanjem na področju kulturnega ustvarjanja se je povsem zapisal ljudski izraznosti in zvonovom, ki so ljudi v preteklosti še precej bolj kot danes spremljali skozi celo življenje, tako pri delu kot pri praznovanju. Zvonovi je osmislil svoje življenje in svet, ki ga obdaja in mu je tako blizu. Z razvitim smislom za organizacijo, s talentom, znanjem in zavzetostjo je kot samouk in iskalec dosegel, da so se smeški pritrkovalci razvili v zavidanja vredno umetniško skupino, ki je med drugim sodelovala tudi z Glasbeno-narodopisnim inštitutom in ob tem tudi z univerzitetnimi profesorji in njihovimi študenti doma in po svetu. Pod njegovim vodstvom se je pritrkovalska skupina pridružila Kulturno-umetniškemu društvu Smlednik. Pred 12 leti je bil prvič izvoljen za njegovega predsednika in na tem mestu ostal polne 3 mandate, vse do letošnjega leta. Bolj kot z besedami se je odlikoval s skrito avtoriteto, ki so mu jo, ponekod morda začetno skeptičnostjo, sčasoma vsi dosledno priznavali. Ker je vse skozi deloval z izdelanim čutom za skupnost, je za njo v domačem okolju prispeval tisto, kar je s svojimi sposobnostmi lahko uresničeval. Na svojem delovnem mestu v Savskih elektrarnah v Medvodah je več let do svoje upokojitve na lastno pobudo vsako leto vodil šolske skupine po elektrarni. Kot vodja pritrkovalcev je postal tudi aktiven član pastoralnega sveta in drugih dejavnosti v domači župniji. Odkar je občinski svet Občine Medvode sklenil, da bo občinski praznik posvečen Jakobu Aljažu, smeškimi pritrkovalci vsako leto za semanji dan, to je prvo sredo po 15. avgustu, na Kredarici pritrkava v njegov spomin in je edini, ki pri tem ni nikoli manjkal. Kot človek, ki ima najmanjši zvon, ki zvoni, ne zvončklja, je opisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Občinsko priznanje pa mu ne gre le za vodenje Kulturno-umetniškega društva Smlednik in delo s pritrkovalci, ampak tudi za vse drobne stvari, ki jih je tiho in neopazno opravil v korist lokalne skupnosti. To je stvari, ki bogatijo naše medsebojne odnose in nas delajo boljše ljudi. Iskreno čestitamo.
Plaketo občine Medvode prejme jahalni center kmetija Janhar. Plaketo bo prevzel Jože Janhar. Jahalni center kmetija Janhar se je v obdobju več kot 20 let razvijal iz manjše kmetije v center, kot ga poznamo danes. Na kmetiji živijo 3 generacije. Stari starši in sedanji lastnik kmetije Jože Janhar s svojo družino. Ukvarjajo se z vzrejo lipicancev slovenske avtohtone pasme. Na kmetiji živi 40 konj, polovica konj je njihovih, druge imajo v skrbi. V svetu lipicancev so zelo znani tudi zunaj naših krajev, saj aktivno sodelujejo v Združenju rejcev lipicanca Slovenije. Na kmetiji vodijo šolo jahanja, z veseljem pa nastopajo na dogodkih v Lipici in drugod, kamor jih povabijo. Z lipicanci sodelujejo na številnih lokalnih prireditvah in dogodkih, prevoz dedka Mraza v občini Medvode, prevoz svetega Miklavža v občini Vodice, odprtja in dogodki krajevne skupnosti Smlednik in drugih lokalnih društev. Domači pa ne delajo le doma, ampak dejavno sodelujejo tudi v turističnem društvu Hraše in prostovoljnem gasilskem društvu Smlednik. Janharjevi svojo infrastrukturo in mehanizacijo priskočijo na pomoč vedno, kadar je treba, tako pri manjših kot večjih projektih. Vsako leto pomagajo pri postavitvi novoletne jelke na križišču v Smledniku. Že dalj časa aktivno sodelujejo z društvom Žverca, ki pri njih hranijo ograje za žabe. V času pobiranja žab ustrežljivo dajo prostor številnim prostovoljcem, ki pri njih parkirajo in jih pravilno usmerjajo. Od leta 2013 dalje vsako leto v aprilu na svojem dvorišču gostijo Memorial Henrika Sečnika, tekmovanje pasjih vpreg, ki ga organizira Turistično društvo Hraše v sodelovanju z Društvom športnih psov Slovenije. V letu 2015 so aktivno sodelovali pri postavitvi lesenih skulptur in ureditvi križišča v Valborgi. V letu 2016 so krajevni skupnosti priskočili na pomoč pri najrazličnejših delih ob postavitvi športnega parka v Smledniku. Oktobra 2016 so organizirali prvi dan odprtih vrat, na katerega so privabili številne obiskovalce. V poletnem času so nekaj dni gostili goste iz Nemčije, ki so s konji potovali vse od Kranjske Gore do Lipice. V januarju 2017 so prijazno odstopili svoje dvorišče in prostore za organizacijo sprejema Anamarije Lampič, ki se je vrnila s prvočlansko zlato medaljo z velikega tekmovanja. Krajevna skupnost Smlednik in društva, ki delujejo v okolici, si težko predstavljamo prireditev, kjer ne priskočijo na pomoč, tako znanjem kot tudi z mehanizacijo, ki jo vedno prijazno odstopijo. Njihova aktivnost in dejavnosti, ki jih ponujajo tako domačinom kot turistom, so nam lahko zgled. S podeljeno plaketo bi se celotna skupnost rada zahvalila jahalnemu centru kmetija Janhar za opravljeno delo in pomoč, ki ga nesebično opravljajo v dobro krajanov, društev, organizacij v naši skupnosti in občine. Iskreno čestitamo. Plaketo občine Medvode prejme tudi Kmetijska zadruga Medvode. Plaketo bo v imenu zadruge prevzel predsednik Janez Šušteršič. Za prvo obdobje od ustanovitve Kmetijske zadruge Medvode leta 1947 pa do preloma z nekdanjo politično ureditvijo je značilno, da je bila za Kmetijsko zadrugo Medvode značilna predpisana oblika povezovanja med kmeti kot ena od oblik državne regulative in prisile. Vanjo kmetje niso vstopali prostovoljno, ampak je bil to obvezen način povezovanja kmetov. Čeprav prisila praviloma ne prinaša hotene volje in uresničevanja želja in potreb posameznikov, vendarle ne moremo trditi, da je bilo to obdobje povezovanja v zadrugo samo slabo. Kmetijska zadruga je bila v tem času aktiven povezovalec in organizator kmetijstva ne samo na območju občine Medvode, ampak tudi širše. Pravi razvoj zadružništva se je začel ob prelomu z nekdanjo politično ureditvijo in osamosvojitvijo, ki je dobil najprej temelj v sprejetju modernega in primerljivega zakona o zadrugah v letu 1992, kot ga poznajo evropske demokracije.
Ta je postavil vrednote zadružništva v njegovo originalno obliko, ki jo najbolje izraža kar 1. člen tega zakona, ki se glasi: Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske in družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Ena od prvih zadev, ki jih je nato uredila Kmetijska zadruga Medvode, je bila ureditev prostovoljne organiziranosti ob enakem članskem deležu. Trenutno ima 250 članov, ki delujejo večinsko na območju občine Medvode, kjer je tudi njen sedež. Člani so tudi v občini Vodice, v Mestni občini Ljubljana in tudi širše. Delovanje Kmetijske zadruge Medvode kot mlekarsko-govedorejske zadruge je danes usmerjeno predvsem v odkup surovega mleka in goveje živine. V sklopu poslovanja delujejo tudi 4 obnovljene prodajalne, v katerih se najde praktično vse za profesionalno in ljubiteljsko kmetijstvo ter gradbeništvo, povečuje pa se izbor izdelkov domače, lokalne pridelave. V zadnjih 15 letih je Kmetijska zadruga Medvode vedno poslovala z dobičkom, v zadnjih 10 letih pa so se njeni prihodki povečali za več kot 2-krat. Predvsem gre izpostaviti, da je Kmetijska zadruga Medvode postala ena od večjih odkupovalcev mleka in govedi v slovenskem prostoru. Ena od njenih največjih vrednot, ki jo zvesto neguje, je izrazita vpetost v lokalno okolje, za kar je že prejela priznanje kot najlepše urejena organizacija v občini v izboru najlepše urejenih podjetij, ustanov ali organizacij, ki imajo sedež v občini ali poslujejo v njej. Vse to daje vedeti, da je Kmetijska zadruga Medvode primerljiva evropska zadruga, ki uveljavlja temeljni vrednoti zadružništva, kot sta solidarnost in vzajemnost. Da je Kmetijska zadruga Medvode zadruga, ki je na dobrih in zdravih poslovnih temeljih, pa izkazuje podatek, da je v zadnjih 2 letih na podlagi članske kartice svojim članom izplačala ristorno oziroma del dohodka, ki ga je dosegala iz naslova poslovanja. Ob enakem ali še boljšem delu in ob upoštevanju pravih smernic za naprej ter upoštevanju truda vseh deležnikov v tej zgodbi, pri tem gre izpostaviti predvsem zaposlene v zadrugi in njenega direktorja, bo zadruga lahko dosegala nova merila uspešnosti in bo zgled organizacijam, podjetjem in ustanovam v naši občini. Iskreno čestitamo. Spoštovane, spoštovani, tu na tem odru smo se ob nocojšnjem prazniku zahvalili ljudem in organizacijam, ki svojim delom dvigujejo utrip kakovosti življenja v občini Medvode. Ob tej priložnosti se zahvaljujem podeljevalcema, gospodu Verasu, gospodu Smoletu, da sta bila z nami tu na tem odru. Vabim pa na oder nagrajence oziroma enega izmed njih, ki se bo v nadaljevanju zahvalil ob tej posebni priložnosti. Prosim. Spoštovani, rad bi se zahvalil tistim, ki so nas predlagali, ki so prepoznali, da izstopamo s svojim delom, s svojimi dobrimi deli iz povprečja. Če teh predlagateljev ne bi bilo, tudi nas ne bi bilo tukaj. In da so posredovali te predloge tudi občinski komisiji za priznanja. Občinski komisiji za priznanja se zahvaljujem, da ste te pobude tako dobro utemeljili, jih razvrstili in ovrednotili in jih nominirali za, kot bi šaljivo rekel, za medvoške Oskarje. Zahvaljujem se občini Medvode, občinskemu svetu, županu, da so nam bila ta priznanja podeljena. Nek znan Medvoščan, tudi dobitnik priznanja občine Medvode, žal pokojni, duhovit človek, veliki umetnik, je ob takih priložnostih, kot je današnja, rad uporabil krilatico, ki je krožila med vojaki med Prvo svetovno vojno na frontah, ki je bila rečena takole, da krogla ali medalja največkrat zgreši pravi cilj.
to za današnja priznanja, razen jaz se iz tega izločim, ker predstavljam firmo in bi bilo nespodobno, da sam sebe hvalim, ampak izbor dobitnikov priznanj govori sam za sebe in mislim, da so lahko za lep zgled in navdih tudi za rodove, ne samo za sedanji čas. Vesel sem in ponosen, da praznujemo rojstni dan našega velikega rojaka Jakoba Aljaža kot naš največji občinski praznik. Rojstvo je res nekaj lepega, vsak se ob rojstvu razveseli in ne razumem praktično naše države, njenega čudaštva, da praznuje največji kulturni praznik na dan smrti našega največjega pesnika. Identifikacija s smrtjo, ampak ne bi o tem še zglaval naprej, je nekaj popolnoma drugačnega. No, in jaz upam, da se bo kdaj spametovala država, da bo to zadevo obrnila, ker je na rojstni dan še vedno na razpolago. Zaključil bi, kot bi morda Jakob Aljaž, če bi bil tukaj, ker ob takih prilikah, ob rojstnih dnevih, velikih praznikih, osebnih in skupinskih in ponavadi si voščimo, si dajemo roke. Jaz bi tudi tako, kot je gospod župnik Aljaž, morda bi rekel tukaj, vse najboljše občina Medvode. Bog te živi. Lepa hvala in še enkrat tu z tega mesta iskrene čestitke letošnjim občinskim nagrajencem. Verjamem, da se strinjate, da pred sklepnim dejanjem nocojšnjega večera še enkrat na oder povabimo nocojšnje glasbene goste. Jazzva! Don't stop. Go, 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 go. Go and find him. Look everywhere. Don't stop. Don't stop. High enough far away. Why are you hiding? Don't you know? Go on, go. Find him. Go on, go everywhere. Don't stop. Don't stop. Go, go, Go on, go. Find him. Go on, go everywhere. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Look everywhere, look everywhere. Don't stop. Everywhere. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Look everywhere, look everywhere. Don't stop. Don't stop. Go, 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 go. Go and find him. Look everywhere. Don't stop. Don't stop. Go, 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 go. Go and find him. Go on, go Look everywhere. everywhere. Don't stop. Don't stop.
Cenjeni gospe in gospodje, s to čudovito pesmijo je uradni del slovesnosti v tem trenutku tudi zaključen. V občo korist in naša romarska Sveta Gora so citati Jakoba Aljaža. Mnogi jih poznate. Naj vas spremljajo tudi v nadaljevanju večera in vse do prihodnjega snidenja. Ob lastnostih, ki jih je gojil ta preprosti, skromni mož, vedno pripravljen pomagati in delovati za pravo stvar, za narod, za sočloveka. Vprašanje je, kakšna bi bila vloga Triglava danes, če Jakob Aljaž ne bi kupil vrha te gore in postavil stolpa na njem. Oče Triglava nam tudi danes metaforično sporoča, da bi bila brez ljudi, ki dan danes žive v naši sredi, in smo se jim poklonili in zahvalili z občinskimi priznanji, naša skupnost pusta, predvsem pa prikrajšana za mnoge čare raznolikosti, soobstoja in skupaj doseženih ciljev. Iskreno čestitam še enkrat vsem občinskim nagrajencem, ki jih ob sklepnem delu še enkrat vabim semkaj na ta oder, da jih fotografski objektiv ujame in seveda zabeleži ta zgodovinski trenutek za naše zanamce, za vse tiste, ki prihajajo. Hvala vsem, ki ste svojo udeležbo popestrili nocojšnji večer, obogatili slavnostno sejo občine Medvode. Hvala za obisk in pozornost. Ob koncu uradnega dela pa vas sedaj vabimo na prostor za občinsko stavbo, na klepet, na druženje. Lahko boste segli v roko letošnjim občinskim nagrajencem, z njimi poklepetali, predvsem pa se o prazniku, ki je praznik vseh prebivalcev občine Medvode, poveselili ob druženju in sklepanju novih načrtov. Spoštovane in spoštovani, vse najboljše vam želim in seveda vsem skupaj želim srečno, lahko noč.